Danes v Pomurskem dnevniku. Tvegala z oljarno in uspela. Prenova spomenika na Trgu zmage. 16-tonski bager pristal v Muri. Mura do pomembne zmage. Vreme jutri bo oblačno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. V vasi Gerlinci na Goričkem stoji ena od oljarn, kjer bučno seme in olje še posebej cenijo. V dobro znani, a dokaj mladi oljarni Štesel pridobivajo 100% nerafinirano bučno olje. Bučna semena pa jim služijo tudi za izdelavo drugih zanimivih izdelkov. Oljarna Štesel je ena izmed mlajših oljarn, saj je tokratna sezona šele njihova 8. Kot pravi Ernest Štesel, je ta obrt pri njih že tradicionalna. Naša oljarna je za oljarstvo zelo mlada oljarna, delamo zdaj 8. sezono. Pravzaprav, zakaj smo se odločili? Na tem našem področju je že tradicija pridelovanja bučnega olja in nekje smo začutili priložnost, da bi se dalo na ta način tudi samozaposliti. Toda ideji o oljarni je botrovalo tudi to, da sta bila oba ženo brezposelna. Ja, nekako je naneslo, z možem sva ostala brez službe oba in nekaj je trebalo delati in na to, da je pri naši okolici ogromno zasajenih buč, smo tvegala z oljarno, kar nam je uspelo in hvala Bogu, naše bučno olje se zelo dobro prodaja. Se pravi, ko so stranke zadovoljne, ker se nenehno vračajo. Brez ljubezni in volje do dela rezultatov ni. Dejansko je, če delo, katerega upravljaš, ne delaš z ljubeznijo, ga ne moreš kvalitetno upravljati. Sigurno, da nas veže neke vrste ljubezen oziroma povezano z naravo in nekje čutiš eno zadovoljstvo, ko izdelaš en kvaliteten produkt. Kvalitetnih produktov jim ne manjka, v njihovi prodajalni je možno najti različne izdelke iz bučnega semena in drugih sestavin. V naši prodajalnici se najde marsikaj. Prvo je bučno olje, za njim je orehovo olje, na to posledijo vsi ostali naše izdelke. Kar se tiče med, čebelice imamo, kere so pridne, med prinašajo, tako imam 3 vrste meda, akacija, kostanj in cvetlične. Na to naprej najdete na naših policah likerje. Eden izmed njih je ta zanimiv naš Goričanec, ker je dobil ime po izhodu prav z Goričkega, zato je Goričanec, če tudi je drugače zeliščni liker. Najdejo se še pa bezgov liker, liker z grozdja jurke, kutinov liker, pa še bi se kakor liker najdel. Toda ni ostalo zgolj pri bučnem olju. Ja, nekaj je trebalo iznajti zraven, tako ne bo samo olje in se nam je porodila ideja za pražena bučna semena, kajti moški rabijo te stvari in ženske jim zelo rade kupijo. Je pa dejansko čisto naravno praženo, brez olja, dodana je edino malo sol. Pražena bučna semena pa služijo tudi kot preventivno zdravilo. So zelo zdrava v protipreventivi za prostato. Tako so ne samo kvalitetna, tudi zdrava, ene vrste zdravila. Kot pravi Ernest, je vračanje strank potrditev dobrega dela. Ja, gledajte, vse to nam tudi vedno znova vliva novo energijo. Praktično vsakokrat, ko vidiš stalno stranko, da se ti vrne, da čutiš eno zadovoljstvo, da je zadovoljna s tvojim delom in da te pride znova obiskati in pač prosi za uslugo. Z dobrim in trdim delom pridejo kvalitetni izdelki, tako da ni strahu, da se stranke ne bi vedno znova vračale. Mestna občina Murska Sobota si že vrsto let prizadeva za ureditev spomenika osvoboditeljem na Trgu zmage. Pobuda za sodelovanje pri ureditvi je prišla tudi strani veleposlaništva Ruske federacije, ki bo prvo fazo ureditve spomenika tudi sofinancirala. V sklopu prenov, ki so načrtovane v Murski Soboti, je tudi ureditev Trga zmage. Dela so se že začela, v prvi fazi pa bo pogodbeni izvajalec na spomeniku osvoboditeljem očistil in popravil kamnite elemente spomenika. V prihodnjem letu je načrtovana še obnova topov in bronastih skulptur, v drugi fazi ureditve Trga zmage pa je prihodnjo pomlad načrtovana obnova spodnjega dela spomenika in celovita ureditev okolice spomenika in parka. Spomenik osvoboditeljem iz leta 1945 je sicer eden prvih spomenikov, ki so bili postavljeni neposredno po zaključku 2. svetovne vojne.
Ob tem je edini na Slovenskem, ki je posvečen skupnemu boju in žrtvam jugoslovanskih in sovjetskih narodov. Pogodbeni izvajalec del je podjetje Dist iz Celja, vrednost predvidenih del pa je nekaj manj kot 15 000 evrov. Od tega bo veleposlaništvo Ruske federacije sofinanciralo dela v vrednosti nekaj manj kot 13 000 evrov. Med gradbenimi deli v Bad Radkersburgu pri Muri se je v strugu reke pogreznil 16 ton težak bager. Bagerista so gasilci uspeli rešiti iz potapljajočega se bagra, za reševanje stroja pa so morali uporabiti žerjav. V Bad Radkersburgu se je minuli petek odvijala prava mala drama, potem ko so morali iz reke Mure najprej rešiti bagerista, nato pa še potapljajoči se bager. Do nesreče je prišlo v jutranjih urah, ko je bagerist pričel z deli, nedolgo zatem pa se je bager začel pogrezati v Muro, ki je imela tedaj zgolj 6 stopinj Celzija. Na kraj nesreče so pohiteli gasilci, ki so uspeli pravočasno rešiti bagerista, ki je ostal nepoškodovan, a vidno pretresen. Na pomoč pri reševanju stroja so priskočili tudi slovenski potapljači iz Gornje Radgone, ki so bager pritrdili, da se ta med reševanjem ni nekontrolirano premikal. Za reševanje stroja je bila potrebna pomoč posebnega žerjava, ki tehta kar 130 ton. Bager so tako uspeli dvigniti iz vode, podjetje, ki ga ima v lasti, pa je že začelo z njegovo demontažo in prevozom posameznih delov. Soboška Mura je v 14. krogu druge slovenske nogometne lige gostovala na Ptuju in prišla do izjemno pomembne zmage. Črno-beli so dvakrat zaostajali, a jim je na koncu vseeno uspelo priti do novih 3 točk. Na vroče gostovanje na Ptuju se je odpravila prava armada črno-belih navijačev, ki so dodobra popolnili tribune na Ptuju. Črno-beli bi že v začetku tekme lahko povedli, toda Luka Bobičanec je bil pred vrati domačih premalo natančen. Gledalci v prvem delu niso videli zadetkov, zato pa se je igra toliko bolj razživela v nadaljevanju. Že v 3. minuti drugega polčasa je bil po lepi podaji Dejana Školnika, sam pred vrati Ignacio Cufaro, ki mu ni bilo težko zadeti. 10 minut kasneje izenačenje na Ptuju. Bobičanec je poslal uporaben predložek pred domača vrata, tam pa je bil najvišji Rok Sirk, ki je žogo z glavo poslal v mrežo. Mura bi lahko povedla z 2-1, toda Amadej Maroša je iz bližine stresel le prečko, kazen pa je hitro sledila. Domači so namreč po podaji iz kota prišli do novega vodstva, Luka Petek je bil tisti, ki je bil najvišji pred vrati črno-belih. Toda tudi tokrat vodstvo domačih ni zdržalo dolgo. Bobičanec je preigraval na desni strani, ustrelil proti vratom, žoga pa je na poti proti golu zadela enega od domačih branilcev in prevarala nemočnega Luku Domjana. Za popoln preobrat in pravi delirij na tribunah je svojim drugim zadetkom na tekmi poskrbel Sirk, ki je tudi v drugo izkoristil dobro podajo Bobičanca. Mura je s to zmago pobegnila svojim zasledovalcem in ima pred drugo Nafto že lepih 6 točk prednosti. Zgodba regionalne razvojne agencije Mura se je leta 2015 končala s stečajem, nepremičnine pa zdaj ponujajo na dražbi. Agencija se je pred časom znašla v hudih finančnih težavah. Za dobrih 65 000 se bodo na javni dražbi z višanjem cene prodajali prostori prek Murske razvojne ustanove, ki je pred 2 letoma pristala v stečaju. Kmalu po stečaju so stekle preiskave mursko-soboških kriminalistov, ti so namreč podrobno gled vzeli poslovanje RRA Mure in preverjali sum neupravičene porabe denarja. Med preiskavo so jih zmotile predvsem sporne prakse razdeljevanja razvojne pomoči ter izplačila nagrad za delo, pri čemer naj bi šlo za kaznivo dejanje poneverbe in neupravičeno porabo tujega premoženja. Zato je bila podana tudi kazenska ovadba zoper Danila Krapca, sicer dolgoletnega direktorja RRA Mura, ki ga bremenijo kaznivega dejanja, zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti. Premoženje dolžnika RRA Mura medtem še vedno išče novega lastnika in stečajni upravitelj Mirko Filipović je minuli mesec tako razpisal javno dražbo z višanjem cene. Ta bo v Ljubljani potekala prihodnji četrtek ob 10. uri, ko tudi poteče rok za oddajo ponudb. Varščina znaša 6538 evrov, rok vplačila pa je prihodnji teden. Na dražbi se bo prodajal poslovni prostor z garažo, izklicna cena pa znaša 65 387 evrov. Na spletnem portalu sobotainfo.com poročajo o akciji Slovenija piha 0,0. Več na sobotainfo.com, mi pa si poglejmo še kratke novice.
Danes ne zamudite televizijskega soočenja predsedniških kandidatov Boruta Pahorja in Marjana Šarca. Soočenje pripravlja medijska skupina, pod okriljem katere delujejo osrednja pomurska televizija TV Ideja in spletni mediji sobotainfo.com, mariborinfo.com in ptujinfo.com. Soočenje si lahko na naši televiziji ogledate ob 18:30 in 20:15. Sedaj pa k vremenu. Jutri bo oblačno, še bodo padavine. Meja sneženja bo večinoma med 800 in 1200 metri nadmorske višine. Več o vremenu pa v vremenski napovedi. Danes smo imeli deževen dan s temperaturami okrog 13 stopinj Celzija. Opoldne ste v Krajinskem parku Goričko namerili 7 stopinj, v Radencih in Murski Soboti 9 stopinj in v Lendavi 10 stopinj Celzija. Jutri bo oblačno, še bodo padavine. Meja sneženja bo večinoma med 800 in 1200 metri nadmorske višine. Najnižje jutranje temperature bodo v alpskih dolinah okoli 0, drugod od 4 do 9, najvišje dnevne od 1 do 9 stopinj Celzija. Temperature v naših krajih se bodo zjutraj gibale med 6 in 7 stopinjami Celzija, dnevne pa med 9 in 10 stopinj Celzija. V sredo in četrtek bo pretežno oblačno, predvsem v sredo bodo ponekod še manjše padavine. V sredo bo burja ponehala. Temperature v naših krajih se bodo zjutraj gibale med 4 in 7 stopinjami Celzija, dnevne pa od 8 do 12 stopinj Celzija. Toliko smo vam pripravili v današnjem Pomurskem dnevniku. Za več informacij obiščite našo spletno stran. Bodite v naši družbi in nasvidenje do jutri.